Pa dovolite, da na začetku Fele bi predstavil nekaj svojih misli glede našega verskega tiska. Bi zmolil v imenu na vseh psalm dnevne molitvene ure današnjega dne. In psalmist moli takole: na Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Glej, kako je dobro in prijetno, če bratje živijo skupaj. Prijetno je kot vonjava dragocenega olja, s katerim je Mojzes mozil Arona. To je kakor obilna rosa, ki pada na sionske višave. Gospod blagoslavlja le tam, kjer je sloga, tam, da je življenje na veke. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tole moje razmišljanje bi bilo nekako širše izvajanje tistega intervjuja, če ste ga brali oziroma poslušali na Radiu Ognjišča, ki sem ga imel z gospodom Matjažem Vrljakom. In najprej naj za uvod povem, da sem verskega tiska in medijev za versko vsebino v Sloveniji zelo vesel. Vse bolj tudi škofje ugotavljamo, da nam pri oznanjevanju zelo pomaga in zato še vaše delo posebej cenimo. Vse lahko rečem, da so vaši časopisi, tiskane izdaje, radijski valovi in seveda tudi televizijska omrežja, tista prišnica, ki bi si jo lahko želel vsak goreči apostol. Danes pa bi rad poudaril, da verski tisk, radijske in televizijsko oddaja pomenijo še širše poslanstvo. Vi namreč širite krščanski humanizem, pomagate ljudem prepoznavati prave vrednote in s tem pravzaprav upravljate tisto, kar smo včasih radi imenovali apostolat prave. Danes s tem pomenljivo označujemo za predevangelizacijo. Zato se mi zdi zelo pomembno, da verski tisk in vsi verski mediji prebujete in potem podpirate v nas vrednote, ki jih ne potrebujemo samo kristjani, ampak vsi ljudje. Imam občutek, da verski tisk in mediji z versko vsebino v slovenski družbi poleg evangelskih vsebin širite tudi duhovno kulturo in kulturo nasploh. Zato ste še posebej dragoceni. Nenazadnje hočete prebujati tudi kritiško in kritično mišljenje. V času, ko smo tako hitro zavedeni z polresničnimi informacijami, so kritični verski tisk in mediji zlata vredni. S tem pa seveda nočem reči, da so naš verski tisk in verske oddaje idealni. Tudi naš tisk potrebuje obnove, prav tako pa tudi radijske, televizijske oddaje, kajti vsi potrebujemo še večjo poklicno in strokovno znanje. Smo pred izzivi posodabljanja, pred novimi tehnikami, pred zahtevami novih vizualnih dob, pred novim besednjakom. In k tej prenovi spodbujam. Naj tem uvodnim besedam še dodam, da me vi kot katoliški časnikarji ne bi jemali zgolj kot cerkvenega predstojnika, ki hoče nekaj avtoritativno uvajati in od vas zahtevati, ampak kot vašega škofa, ki ceni vaše delo, vas spodbuja, da bi bili še boljši, pa hkrati tudi se od vas uči. Po teh uvodnih besedah bi rad spregovoril o tem, kaj smo se v vseh dogodkih ali aferah lansko leto naučili. Potem se bom dotaknil tekmovalnega razmerja med tiskom in novimi mediji in ob koncu, kako bi lahko bil naš tisk in naši mediji še bolj prepoznavni. Kaj so se verski tisk in mediji naučili v lanskem kriznem letu iz afer okrog cerkve in v zadnjih protestih na ulicah? Glejte, gre za različne primere.
Mislim, da se je naš gospod kardinal, da je jasno videl, da bo sam najbolj verodostojen, če bo javnosti razgrnil vsej iskrenosti dejstva. Dobro misleči ljudje so bili počaščeni, da so iz njegovih ust izvedeli za njegovo življenjsko zgodbo in pridobil je veliko simpatij. Lahko rečemo, da prav primer Rode razkriva, da je medijski molk za cerkev nekaj najslabšega in da mora tudi verski tisk biti med prvimi, ki obvešča. No in podobno potezo je napravil tudi sedaj papež Benedikt XVI, ki je sam stopil pred javnost in naznanil svoj odstop ter razloge zanj. Lahko bi to storil preko dekana kardinalskega zbora, pa ni. To je storil sam. In javnost je takšen način komuniciranja sprejela z veliko naklonjenost. Papež je komuniciral z besedo in z svojo osebo. To pa je tisti podpis verodostojnosti, ki najbolj prepriča javnost. Takšen identičen način komuniciranja, ki ste ga pokazala kardinal Rode in Benedikt XVI, najbolj kritičnih trenutkih njunega življenja in tudi službe razodeva novost v cerkvi. Javnost ni nasprotna stran, pred katero se je potrebno skrivati, ampak postaja subjekt nagovora v resnici. Resnica osvobaja, ne ogroža, ampak pri ljudeh vzpostavlja zaupanje, prebuja olajšanje in tudi v nekaterih trenutkih kliče po odpuščanju in celo omogoča odpuščanje. Papež je dejal, oprostite, mi ne more več. Javnost ga je tudi zaradi tega ponovno spoznala kot pristnega in ponižnega velikana vere. Javnost si želi jasnih odgovorov. Odlašanje z iskreno in jasno besedo škodi cerkvi in njenim ljudem. To smo doživeli tudi pri nas v Sloveniji. Verski mediji so bili hudi zagati zaradi spoštljivosti do cerkve na Slovenskem, ki so jo pestile prav nejasnosti okrog nekaterih afer, potem pa so uvideli, prav mediji namreč, verski mediji, da s tem škodijo in da morajo dati pojasnila, saj ni normalno, da bi posvetni tisk bolje kot verski obveščeval o cerkvenih zadevah. Ažurnost je vsekakor pomembna in cerkveni mediji ne smejo čakati, da jih drugi prehitijo, ko gre za cerkvene zadeve. Pogrešal sem neko javno debato v našem tisku, na radiju ali televiziji, kjer bi različno misleči krščanski ljudje izmenjavali svoje poglede in seveda na spoštljiv način kazali, kjer vidijo rešitve. Neke takšne odprte tribune, iskrene in dobro misleče izmenjave besed, noben izmed profanih tiskov ni bil zmožen. Verski tisk bi lahko bil zgled ali model, kako se uvaja pluralnost znotraj enega medija. Glavno sporočilo vseh teh treh dogodkov pa bi vsekakor bilo, tudi verskemu tisku se iskrena, jasna in takojšnja beseda ubrestuje. Seveda pa se danes zastavlja še vprašanje komentarjev, manifestacij, protestov in poročanje o stvarih, ki se dogajajo na ulici. Komentarji v družini glede tega so bili dobri, vendar kakšen mogoče preveč provokativen. Meni, da se provokativnega pisanja v javnih zadevah naši cerkveni mediji ne smejo dovoliti. Zakaj ne? Ali niso tudi oni zapisani medijskim zakonom uspešnosti? Samo delno. Cerkveni mediji niso nikoli samo to. Lahko ljudje, tudi dobro misleči, ne bodo razumeli takšnega pisanja le kot eno izmed političnih stališč, ki jih ima pač nekdo izmed cerkvenih ljudi, ampak bodo njegove besede jemali kot strategijo in stališče cerkve. Nekaj so pisma bralcev, nekaj je mnenjska stran in nekaj drugega je osrednji komentar, ki je nekako poluradno stališče cerkve, tako ga ljudje namreč razumejo. Nič ni napak, če je kakšna stvar nekoliko bolj izzivalna,
To, da ne smeti mimo cerkvenega družbenega nauka ali pa mu nasprotovati. Tudi katoliški socialni nauk temelji na dveh krščanskih temeljih, se pravi na spoštovanju človekove osebe in drugič na solidarnosti ali vzajemnosti. V tem primeru solidarnosti in vzajemnosti ne samo z družbo, ampak tudi s cerkvijo. Če komentar piše teološki strokovnjak ali celo cerkveni dostojanstvenik, potem mora izražati tudi Božjo ljubezen in usmiljenje. To so mene osebno opozorili tudi nekateri bralci. Namreč mojih komentarjev niso razumeli vsi v luči protesta ali opozarjanja. Razumeli so jih kot slabo voljo, pomanjkanje upanja in tudi ljubezni ter usmiljenja. In to mi je dalo precej misliti. Biti usmiljen tudi takrat, ko opozarjaš ali celo karaš. To ni lahko in ljudje to takoj začutijo. Od mene vedno pričakujejo, da pišem in govorim kot škof, od duhovnika kot duhovnik. Če grem mimo tega, takoj v meni vidijo neko notranjo nedorečenost, zadrtost, kar potem hitro povezujejo z institucijo, ki se ne more uresničiti v svojih posvetnih namenih. Javnost nas duhovnike in verne laike preprosto prepoznava kot absolutno zavezane katoliškemu etosu. Temu daje prednost in ne našim idejnim, kulturnim in političnim pogledom. V prilogi dela Pogledi Slovenije ste brali intervju z Gorazdom Kocijančičem. Zdi se mu, da je premalo Božjega v javnem nastopanju nekaterih in jih javnost smatra za glasnike cerkve. Kocijančič govori o antikatolicizmu kot različici slovenskega antisemitizma. To pomeni odsotnost izkušnje konkretnih ljudi, posameznikov, ki smo cerkev. Kocijančič meni, in tu navajam nekoliko daljši citat, antikatolicizem je Evropam poznavanja evangelijev in cerkvenih očetov, apostolov in prerokov, mistikov in svetnikov, nekdanje in sodobne krščanske misli in umetnosti, karitativne dejavnosti in duhovnosti. V antikatolicizmu obstaja fantazmatsko zamišljanja osovražena institucija, brez izkušnje tega, kar živimo, kaj verujemo, kaj volimo, kako prijateljujemo, kako smo različni in kako podobni nekristjanom. Poznajo tiste tri zagrebene, zoprne kao teologe. Kao teologe zato, ker skoraj nikoli ne govorijo o Bogu, kar je glede na ostalo pravzaprav sreča, ki se pokažejo na vsaki pasji procesiji, če le snemajo in mlatijo svojo prazno slavo. Ako ljudje danes s panoji proti cerkvi hodijo po ulicah, sklonijo cerkve in prepevajo proti cerkvene pesmi, ne protestirajo proti njim, ampak proti nam, vsem, ne da bi nam pogledali v oči. In Kocijančič še nadaljuje. To se mi zdi po slabem stoletju največjega pregona in mučeništva, ki ga je krščanstvo izkusilo v svoji zgodovini, res žalostno. A historija pa ni vite magistra in človeški primitivizem nima velja. Konec njegovega citata. Čeprav se lahko komu takšne trdijo zdijo pretirane, celo preveč dogmatske, pa vseeno kričijo po več Božjem med nami. Kocijančičeve trditve kažejo na nevralgične točke pred tistih, ki so zunaj krščanskega občestva in so zato toliko bolj sovražni, razdražljivi in proti krščanstvu delujejo škodljivo. Imajo za seboj medije in zato vplivajo tudi na te, ki pa so še zmeraj znotraj krščanskega občestva. Vedno več je kristjanov, ki mislijo in sovražijo kot tisti, ki to niso. Prepričani so, da s tem ne škodijo sebi, ampak so samo kritični do institucije in se z njo vedno manj identificirajo. Na lastno šesa sem slišal, da ji celo pravijo razpadajoča ribiška barka.
Strinjam se s Kocijančičem, da je krščanstvo velika možnost, ki nam jo je podaril Bog, da se v času pripravimo na večnost. To pa zahteva radikalno odločenost, svobodno zavzetost, trud, napor in askezo. Pa še takrat nam zaradi nemoralnosti spodleti se konča katastrofalno z aferami. Kocijančič dobro ugotavlja, da so institucije evropske socialne države le povnanjanje sekulariziranega krščanskega etosa in zlasti razumevanje osebe, slehernega človeka kot Božje podobe, ki ima neprecenljivo vrednost. Oseba je tako razumljena kot tržna vrednost. Tako razumevanje pa presega le na naravo, kjer pa šibki in nesposobni nimajo pravic. V tej točki moramo biti občutljivi in tankočutni. V tem smislu si tudi v novi medijski tekmi cerkveni mediji ne morejo dovoliti komercialno uspešnih in izzivalnih zapisov, ampak preprosto še naprej pazijo, da ne izstopijo iz temeljnih krščanskih etičnih načel. To pomeni, da tudi pravičnost, ki jo zagovarjamo, ne gre mimo spoštovanja drugih in tudi ne mimo veličine Božjega usmiljenja. Krščanski nauk, kot ga radi dojemamo in predstavljamo, pomeni klic po socialni državi. To je premalo. Seveda mora socialna država ostati naše stališče. Kako se izvaja, kako se uresničuje, kako ljudem socialna država pomaga do odgovornosti, to je potem stvar debate. Menim, da dokler smo katoliški tisk, ne bi bilo prav, da obidemo katoliški nauk. Razen seveda, če se na mnenjski strani uredništvo distancira in pove, da objavlja mnenje in da želi s tem sprožiti diskusijo. Prav v tem trenutku se prebuja civilna sfera in hoče zajeti tudi etično prebujenje. V tem smislu je dobro, če cerkveni tisk ohranja neko zdravo razdaljo do dogodkov in jih ocenjuje iz krščanske etične perspektive. S tem bo seveda cerkveni tisk manj politično zanimiv in uporaben, pridobil pa bo na verodostojnosti in pomagal bo vzdrževati pluralnost mišljenja v cerkvi. Verjamem, da imamo v teh presojah, kako pisati o družbenih spremembah in težavah, različna mnenja. Toda razumeti morate, da bom kot škof vedno zagovarjal celovitost krščanskega nauka, ki po mojem mnenju mora odsevati in vsakega pomembnega članka, govora ali reportaže. To celovitost pa seveda moramo vključiti pravico in resnico, Božje usmiljenje in odpuščanje. Vprašajmo se sedaj, kako verski tisk v tiskani obliki sledi hitrim elektronskim oblikam medijev. Imamo navado, da tisk postavljamo v tekmovalno razmerje z elektronskimi oblikami medijev. Sam pa mislim prav obratno, zame so tiskani časopisi in elektronski mediji zavezni. Poglejte, ko nekaj prebere na spletu, grem iskat revijo ali časopis, da bi počasi prebral in razmislil. In obratno, ko želim, da bi moj članek v kakšnem časopisu prišel med moje drage vernike, ga dam tudi na spletno stran. In seveda, če ne pride v ta časopis, potem je še tem bolje, da je na spletni strani. Rad bi poudaril, da so elektronski mediji zelo pomembni pri naših mladih. Radi se oglašajo in kar naenkrat imamo vzajemno dejavnost ali interaktivnost kot pravimo. Kupica ljudi, ki sicer nikoli ne bi prijeli za pero, je postala pismena. Danes duhovno pravimo, da je gosje pero nadomestila miška. Toda, ko gledam mlade s pametnimi telefoni, vidim, da tudi miške ni več potrebno, samo prstki ali pa znova nek svinčnik švigajo sem in tja. Seveda lahko govorimo o nevarnosti, zasvojenosti, da prejšnji rodovi so tudi poznali zasvojenost z lahkotnim čtivom. Temu smo takrat rekli šund romani. Kot za branje je seveda tudi za elektronske medije potrebna vzgoja. Potem se nam tudi ti mediji razodenejo kot milostni dar. Toda vzemimo tudi to novo digitalno tehniko kot pozitiven izziv.
Želel bi si, da bi naši mediji ustvarjali klepetalnice, da bi se s časoma uveljavil tudi kakšen katoliški interaktivni multimedijski program, ki bi povezoval zanimive članke iz verskega tiska ter radijske in TV oddaje. Vidim, da so že pozitivni poizkusi. Razmisliti je potrebno, kako priti do tako imenovane sinergije in razširiti takšen program med mladimi. In kot zadnje vprašanje, zakaj bodo ljudje v kriznih časih ostali zvesti verskemu tisku in verskim medijem? Ne gre samo, da bi verski tisk in verske oddaje, verske radijske postaje in oddaje podpirali kot vsako dobro stvar, ki se pač godi v cerkvi in v družbi. Predvsem tedenski verski tisk in vsakodnevni radio igrajo v naših kriznih časih pomembno vlogo. Pomagate nam, da se zamislimo, da pustimo, da se v nas prebujajo vrednote, ki so v nevarnosti, da bi v težkih razmerah zamrle. Te vrednote so vzajemna delitev, sosedska pomoč, smisel za duhovnost, etične zahteve po spravi, odpuščanju, novo solidarnost in tako dalje. Vsa slovenska družba bo osiromašena, če zamre verski tisk, verske oddaje in TV oddaje. Toda pomembno se mi zdi, da verski mediji te vrednote ne uveljavljajo na moralističen način, ampak da temeljne krščanske vrednote izvenijo iz vsakega zapisa in oddaje. Zato pa se je potrebno potruditi za življenjske reportaže, za iskanje človeka v njegovi konkretni situaciji, njegovem trpljenju in stiski. Potrebno je osnovno sočutje za stisko človeka. Kakšna šok terapija v smislu, da si je vsak sam kriv za svoje stanje, nikakor ne more postati reden način obravnavanja človeških težav v cerkvenih medijih. Naj še enkrat poudarim, na podlagi te široke humanosti, na verski tisk in mediji z verskimi vsebinami pomagajo poglavljati našo vero. Meni je globoka zavest, da so časopisi, skupaj z ostalimi mediji, prižnica, odkoder se glas Evangelija sliši najdlje. Končujem. Roduje se pluralnosti slovenskega verskega tiska, veliko samostojnih majhnih publikacij in revij, kot tudi številnih lokalnih radijskih postaj, ki poleg nacionalnega RTV-ja prinašajo vsaj nekaj verskih vsebin. Sam ne vidim razdrobljenosti verskega tiska, ampak precejšnjo raznolikost. Tega sem vesel, saj versko življenje prepleta vse naše dejavnosti in tudi vse oblike življenja. Poleg tega imamo različne duhovnosti v cerkvi, se pravi, da gre za globino krščanskega življenja z različnimi poudarki. Seveda pa se tudi meni zdi pomembno, da drug drugega beremo in spodbujamo, da pri nas ni tekmovalnosti, ampak da je uspeh enih, hkrati tudi uspeh drugih. Bilo bi mi zelo žal za katerikoli verski časopis, ki izhaja pri nas. Vsekakor je prav, da vsak katoliški časnik ali listič dobi svojo specifičnost in nas tem delati. Ker pa imamo samo en verski tednik, samo eno radijsko postajo, samo eno oddajo na TV, se mi zdi pomembno, da to pluralnost beremo, slišimo in gledamo vseh omenjenih medij. Ta pluralnost naj bo najprej generacijska. Vedno moramo misliti na mlade, kaj bi s prihodnjimi rodovi. Potem boste razumeli, saj sem kot soboški škof in tudi slovenski škof za Slovence po svetu, da so naš tisk, radio in TV dovolj decentralizirani, se pravi, ne samo ljubljansko središčni, ampak tudi krajevno pomembni in pa svetovljanski. Vse te pobude vzemite kot priznanje v vašem delu in kot spodbudo, da je mogoče še marsikaj narediti. Moje besede so bile izraz trdnega prepričanja, da ima tako verski tisk
kot verske vsebine v tradicionalnih in novih komunikacijskih sredstvih še zelo, zelo veliko prihodnost. Hvala lepa.